Torej, še enkrat prisrčno dobrodošli na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Jaz sem Vesna Humar, državna sekretarka, z mano so pa 3 kolegice, ki so zelo pomembne za delovanje našega urada, in sicer Suzana Martinez, ki je vodja oddelka za Slovence po svetu, in še Jasna Vrečko in Barbara Palčec, njeni kolegici, ki se neposredno ukvarjata z našimi slovenskimi skupnostmi v Evropi in seveda čez ocean, med drugim tudi v Južni Ameriki. Naš urad je samostojna vladna služba, ki ima samo en cilj, in sicer pomagati in podpirati Slovence, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije. Ti se delijo recimo v 2 taki veliki skupini. To so zamejski Slovenci, se pravi avtohtone narodnostne skupnosti v vseh 4 sosednjih državah, in seveda naši izseljenci. In se mi zdi zelo pomembno poudariti, evo, Argentina je zastopana, torej smo živijo Marcela. In se pravi, ne samo izseljenci, ampak tudi potomci izseljencev, kar je izjemno pomembno za nas, da imamo vedno v mislih, da sinovi, hčerke, vnukinje, vnuki Slovenk in Slovencev, ki so v kateremkoli obdobju zapustili domovino in si našli svoj dom in srečo drugje, še naprej ohranjajo slovenski jezik, ohranjajo stike s Slovenijo, slovensko kulturo, in tudi to priznanje, ki ga podeljujemo danes, dejansko podeljujemo potomki, ki ne glede na minevanje let, je ohranila v sebi ta srčni stik z domovino svojih staršev, se v domovino vrnila, tu v bistvu pridobila znanje, vzpostavila stike, in so te vezi, čeprav je oddaljenost velika, ostale nepretrgane. Dostikrat se sprašujemo o tem, kam gre ta svet, ne? Se mi zdi, da v teh dneh mogoče še veliko bolj kot običajno, in dostikrat smo, se mi zdi, prav polni neke tesnobe, nekega strahu, ker se nam zdi, da se tisto tkivo človeške družbe na nek način razkraja, in da vse tisto, kar smo nekoč imeli za samoumevnost, tisti varen pristan, v katerem vsi želimo živeti, da se nam nekako, kako bi rekla, drobi med rokami. Ne glede na to, kako razmišljamo, je vedno isti odgovor, namreč, da pristne medčloveške vezi, iskrenost drug do drugega, prijateljstvo, vzpostavljanje dialoga, izmenjava kulturnih dobrin, izmenjava informacij, tisti stisk roke, tisti pogled v oči so konec koncev edina in najpomembnejša stvar, ki drži to našo družbo skupaj, in da je nekdo sposoben vse to početi čez desetletja in stoletja, čez razdalje, čez oceane, je nekaj še posebej dragocenega in plemenitega. Tako da smo veseli, da ste danes tukaj. Jaz sem tudi vesela. Smo hvaležni Ani Juh in njenim sopotnicam in sopotnikom, da so predlagali podelitev te nagrade, da so nas opozorili na vaše življenjsko delo, na vašo prehojeno pot. Jaz vem, da je v Sloveniji ogromno ljudi, ki so prišli v Venezuelo s takšnimi ali drugačnimi cilji, in ki so vas tam našli, in ki so videli in prepoznali v vas. Vem, da torej v Sloveniji ogromno ljudi, ki so vas srečali v Venezueli in ki ste jim bila izjemno dragocena pomoč, ampak ne samo to, s katerimi ste se spoprijateljili in te vezi ohranjate še naprej. Mi na uradu se zavedamo, da je poleg velike slovenske skupnosti, ki živi v Venezueli, ki je tudi organizirana, povezana, ki deluje znotraj društev in organizacij, dobro, vedno manj, ne? Ja. Tako kot leta tečejo, se tudi nažalost manjša število ljudi, ki so sposobni, pripravljeni na tem področju družbenega življenja kaj narediti, ampak vseeno mi se držimo tega, da dokler
je samo nekaj Slovencev, ki se enkrat na mesec dobijo, da kaj zapojejo, je to za nas vredno podpirati in pri tem ustrajati. Se pa zavedamo tudi, da v tej državi živi izjemno veliko, ne izjemno veliko, nekaj izjemnih posameznikov, kot ste vi, ki so svojim delom ne samo v pomoč Slovencem in Sloveniji, ampak tudi v ponos Sloveniji. Tako da iskrena hvala najprej za vse, kar ste naredili. Hvala vam. Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu podeljuje priznanje in zahvalo Karolini Koglode Maurera za dolgoletno sodelovanje pri kulturnih izmenjavah in organizaciji dogodkov, neutrudno delo na področju prevajanja slovenskih literarnih in strokovnih del ter nesebično pomoč Slovencem v Venezueli. Hvala. Tako za zgodovino. Evo, tu ste videli noter vsi. Dobro, najprej se pravičujem, če bo moja slovenščina kaj nagajala. Se veste. Se prav zahvaljujem res vašo priznanje, ampak moram reči, da to, kar se je delala, sem iz srca delala, ne pa iz kakšnega, ne. Moja dvojnost je ta, da sem danes dobila 2 nagrade. Tole in to, da vidim te moje momce, ne, moje otroke, ker je srečno. Je pa zelo lepo priti v domovino, ker moje srce je razdeljeno na 2 kraja, Venezuela in Slovenija. Ko sem v Venezueli, hočem sam prijeti, ko sem tukaj, pa hočem kaj. Tako da to moram povedati. In hvala za vse, kaj me rečem, ne morem več kulturku reči, ker nerodno mi je. Hvala tebi za vse. Hvala tebi. In se veste, kje sem, karkoli ste hočete iti nazaj, tam imam jaz. Moje stanovanje je vaše stanovanje in tudi za vas vse. Hvala. Kar hočete. Ni zaprto, je odprto. Moja hiša in moje srce. Hvala. Moja rosta. Brez pušalca ne gre. Vse je po 40. Ja, sigurno, Ana. Hvala. 100% tequila, Venezuelskega, ne. To bo rabili zdaj, naslednje leto. Venezuelska. To je pa proizvod tele umetnice in hvala. to so neka figura, taka kot je pri nas kurent, imajo tudi Jaz si pa to oni, pogledala. A primeš tekilo, samo lej. Ste imajo vsi na očeh. Si sama tam doma naredila, ne, se je prodajal, sam se rekel, čakajte, znam narediti, zakaj bom kupila, bom kar sama naredila. A nam poveste malo, kako je lep. Tu so naši kurenti, mislim, venezuelski kurenti, ne. Samo oni so oblečeni v tako barvito, pa plešo, pa hudič, mislim. Tu je bila na način religiozne, ki je cerkev hotel odmakniti tale njihove obredine. In oni so se pa maškarali na tam, da lahko tudi pridejo noter v cerkev, ne, tako da je taka obredna stvar. Ni pa za poditi zimo, je pa za lahko noter v cerkev prijeti noter, ker niso dovoljeni, ne, domorodci. A lahko še jaz nekaj povem? Ja. Ta ženska je malo nora, no, tako da se vsi strinjamo. No, ko je prišla v Benetke, zdaj, ko je priletela, je imela eno tako 4-krat večjo masko, ki jo je hotela dati gor, da bi jo jaz poznali, da bi jo ta prvo videli, no, in na srečo smo jo prej videli, predno si jo masko dala. To je to. Kje je zdaj maska? Tista te velika je pri nas. Ja, tako da je še priložnost, no. Če bo treba, ni problem. Jaz vsem res zahvaljujem, da ste prišli. Mi imamo redko veselje, da ko podelimo priznanje na uradu, da imamo tako, bi rekla, obsežno, da ne govorim barvito in navdušeno publiko. Tako da res hvala, da ste prišli spremljati
ta skromni dogodek. Mi smo tu v sosednji sobi pripravili en kozarec soka in nekaj malega, tako da se še malo podružimo in da malo ostanemo. Kaj vina nimamo, ne? Imamo tudi vino. Imamo tudi en kozarec vina in drugače pa za tiste, ki ne pa sok iz slovenskega porabja je najboljši. Jabolčni, zelo priporočam. Tako da res hvala še enkrat mojim kolegicam tukaj na uradu, ki so vse lepo uskladile in jaz vam res želim še dolgo ustvarjalnih, lepih, srečnih, pa dosti ohranjanja teh prijateljstv, ki vidimo, da so trdne in lepa, pa ustvarjanje novih Imamo prijateljstv. Argentino, Nemčijo, Argentina in vse to so. Slovenija še. Koliko vas je bilo pri meni? Vsi ste bili, ne, pri meni? Vsi, ne? Seveda. Maja, Eva. Jaz mogoče sem naivna tako, ampak jaz verjamem, da vsaka lepa misel, vsaka lepa beseda šteje. In zdravi svet in nam ohranja srečo, tako da dajmo to delati še naprej dan za dnem in bomo videli, kaj bo, ne. Mora biti boljše. Hvala lepa vsem in vas vabim naprej. Evo, izvolite.